Dober dan, Uroš Markovič spet le, nadaljujemo z videi. V glavnem, na hitro da povem, namen tega kanala je zaščita ljudi, ki bi jo mogli dobiti od sistema, v katerem živimo, ki nas ni zaščitil, ne samo da nas ne zaščiti, ampak nam še škodi, nas poškoduje in ne ponudi rešitve za to. In nas samo sili k nekem preživetju in obremenjuje. Tako da ful je premalo glasov v javnosti, ki bi spodbujali k zaščiti, k preventivi in kurativi v družbi. In ljudje, ki bi pač preprosto ranljivo, iskreno, intimno delili svoje napake v življenju, svoje probleme, ki so jih imeli, zato da drugi ne bi rabili čez njih. Jaz bi si želel, da bi bil nekdo tako, kot sem zdaj jaz, meni mlajšemu, ko sem bil otrok, pa ga ni bilo. Tako da upam, da bo čim manj folka rabilo iti čez iste pizdarije, skozi katere sem jaz mogel iti. Ok, da ne kažemo non-stop s prstom na sistem, ki nič ne poskrbi za nas, ki nima zdaj smisla, zdaj je, kar je. Zdaj smo že v tem zosu in se moramo sami rešiti, ker itak nas ne bo noben rešil. Kot vidiš, si na tem planetu sam. Tako da današnja tema je tema o seksualnosti, moška seksualnost in intima nasploh. O tem se sploh ne govori v javnosti. Pri seksualni vzgoji se ne pove nič pametnega, nič, kar bi lahko moški zares odnesel sabo v življenju. Nekaj, na čemer bi lahko gradil, da bi imel obogateno in zdravo naravno seksualnost. Tega ni v družbi. V glavnem, torej namen današnjega videa je moška seksualnost in intima nasploh. Tukaj ciljam bolj na moške, ampak seveda tle je zajeta cela populacija, ne. Torej starejši moški, najstniki, gremo reči takrat, ko se začneš zanimati za seksualnost, to je na primer, gremo reči okoli 10. leta, 11., 12., 13., kadarkoli si se pač, oziroma se začneš zanimati za seksualnost, ta video je zate. Ali si, pač jaz sem tip, in zato poznam moško seksualnost. Ženska bo razlagala žensko seksualnost. Tako da ta video je namenjen bolj fantom oziroma moškim vseh let in je pa pametno, če si ga pogledajo tudi ženske, zato ker potem lahko razumejo, s kakšnimi problemi oziroma sitnostmi se ukvarjajo moški v življenju in mogoče lahko zaradi tega bolj razumejo moškega. In pač s tem vajin odnos. Torej, primeren je za moške in za ženske. Ok, če kar začnem, na primer, svojo zgodbo, da zajamem vse v enem videu, torej, moj prvi stik z mojim penisom je bil, ko sem bil star nekje 8-9 let, da sem se bolj začel zavedati, kaj se dogaja. Predtem je bilo pač to neki zalulat in to je to. Je penis bil namenjen za lulanje. Nisem poznal, da ima še kakšno funkcijo. In potem tam nekje pri 8. ali 9. letu, mislim, da 9. ne spomnim se dobro, se spomnim, da so doktorji rekli moji mami, da moram jaz na silo potegniti kožico dol z penisa, iz glavice, odkriti glavico, zaradi tega, ker je glavico baje treba prati. Glavico moraš prati, ker se tam spodaj nabira kao nek sirček, oziroma reče se smegma. In če tega ne pereš, se kao pač lahko zagnoji ali karkoli, se pač bakterije nabirajo in je to slabo za penis. In pač to so doktorji rekli moji mami. In ker je bilo to zelo prezgodaj zadajati kožico dol z penisa, ker takrat kožica je bila še v takem zakrčenem, trdem stanju, ni bila še elastična in mehka.
sem se jaz to, ker me je mama pač, ona je hotela meni dobro, ona je mislila, da doktori hočejo dobro, da vejo, kaj delajo in mi je pač rekla, da jaz moram to narediti in smo bili nekako v strahu, ker jaz tega nisem mogel narediti. Jaz do takrat nisem vedel, da je treba sploh dajati kožico dol in v bistvu zdaj, ko sem odrasel človek, vem, da je sploh ni treba dati, da se to vse samo od sebe zgodi pri enem 15., 16., 17., 18., 19., 20. letu, enkrat pol v kasnejšem najstništvu. Se to vse samo od sebe razrahlja. V glavnem, ker je doktor bil slep in neveden in se je delal, da ve, je pač nagovoril iz svoje ignorance in s tem arogance mojo mamo, da moram jaz zdaj potegniti kožico dol z penisa in sem zaradi tega kot otrok bil v strahu, da bo nekaj narobe, če tega ne naredim in sem se silil potegniti kožico dol z penisa. In ko si ti takrat še kot otrok, torej če imaš naraven penis, če nisi imel obrezanega penisa, torej da imaš naraven penis, jaz imam naraven penis, nisem bil obrezan, hvala Bogu, se tukaj mama postavila zame, ker obrezovanje ti ponujajo tako kot piškotke, kot da je nič takega. Hvala Bogu, torej nisem bil obrezan. Ampak vseeno je prišlo do tega, da so nam nekako prali glavo, da pač jaz moram zdaj to kožico dati dol, zato da bi penis čist. In jaz sem se pač pri tam 9. letu to ful silil, ful je bolelo, zato ker je bila kožica, lahko rečemo, ni bila še pripravljena odstopiti od glavice, ni bila sploh še elastična in sem se jaz to silil delati, zato ker so me pač pripričali, da moram narediti, da če ne bo nekaj narobe, me je bilo strah. In sem to naredil, sem to dosegel in se spomnim, da je bolelo, ful je bolelo. Dobesedno sem posilil svoj penis in to se ne bi smelo zgoditi. Jaz se takrat tega pol nisem zavedal, ampak v bistvu sem si povzročil brazgotinjenje po celi kožici oziroma prepuciju. Torej, to je ta del kožice, ki gleda čez glavico, s katero je glavica torej pokrita in potem še preko glavice gre. In pač ta kožica, ki je nabrana na penisu, ta kožica se sama od sebe, potem ko sem bral reviewje in se pogovarjal na internetu in gledal, kako so drugi ljudje pač postopali s tem v najstništvu, kakšen so imeli odnos do penisa in tisti ljudje, ki se sploh s tem niso ukvarjali, posvečali temu in jim to ni bilo rečeno, se je vse samo od sebe zrihtalo tam okoli 18., 19., 20. leta, takrat je bil prepuci oziroma ta kožica popolnoma elastična, mehka, raztegnjena, frenulum, torej ta povezava, to je frenulum, to isto ima tip na penisu, od glavice do kožice je ena povezava. In kožica in ta frenulum na penisu, to se vse samo od sebe raztegne v poznem najstništvu. Tega ni treba na silo dajati dol. In tista zadeva, bela, ki se nabira, ko si mlad fant, na tvojem penisu, na glavici, ki se kliče smegma, to je grško ime za detergent. Torej, smegma dobesedno deluje antibakterijsko, ščiti penis. Mogoče smrdi, ampak ščiti penis. Tam je z namenom. Celo telo je narejeno z namenom. In naši doktorji mislijo, da so pametnejši od telesa. In se celce dokazuje, da niso. Mislijo, da so pametnejši od narave. V glavnem, torej, tukaj imam prvi nasvet za vse starše, za očete, za mame, za vse ljudi, ki torej imajo penis ali bojo imeli v življenju opravka s penisom pri svojem otroku, ali si moški ali si ženska, nema veze. Tu imam prvi nasvet, ki ti ga najbrž noben ne bo dal v življenju. Pusti penis pri miru, penis se sam od sebe razvije. Penis fanta se bo razvil, torej kožica na penisu, sam prepuci, torej kožica, ki gre čez glavico penisa in tisti frenulum, povezava med glavico in telesom penisa, kožice,
telesa penisa. To se vse samo od sebe razvije, raztegne in rata elastično v poznem najstništvu. S tem ni nobenega dela. Če pustiš penis na miru, bo vse v redu z njim. In enkrat, ko se ta kožica raztegne v poznem najstništvu in ko se frenulum raztegne samo od sebe v poznem najstništvu, ko rata elastičen in zrel, takrat lahko počasi dajaš kožico kot fant dol in si opereš tisto smegmo, ki je tam bila narejena kot zaščita glavice. Spoglejte si sami, kaj smegma pomeni v grščini. Pomeni detergent. Torej, to je dobesedno čistilo, antimikroško, kakorkoli se že reče, proti mikrobom, torej za zaščito je. In to nimaš kaj tikati. Penis se pusti, dokler se ne razvije, in ko se razvije, se začneš z njim ukvarjati, ne na silo, kožico potegneš počasi dol, ko je razvita, kot pravimo v poznem najstništvu, oziroma kadar se ti pač to zgodi, ko ne rabiš nobene sile, ko gre nežno, sproščeno dol, in takrat si začneš penis prati z vodo. To je to. V glavnem, kaj se zgodi če ne, kaj se zgodi? Torej, jaz sem na silo pri 9 ful prehitro potegnil to kožico dol, takrat, ko ne bi smel, ampak me ni noben zaščitil. In kaj se je zgodilo? Sam prepuci, torej cela kožica penisa in frenulum, ta povezava, je obrazgotinjena. Torej, dobesedno, tako kot ko vidiš, naprimer, pri človeku, naprimer, tle na stegnu, ko vidiš, naprimer, pa na boku kakšne strije. Isto tako imam jaz, naprimer, na kožici, na penisu in ful manj se vidi, bolje je neopazno, ampak vseeno je tam, vidi se. Vidi se in sploh, kadar je penis, naprimer, napolnjen s krvjo, kadar je krval, se to dobro vidi. Te brazgotine. In so vse okoli kožice, vse okoli penisa so brazgotine in frenulum je bil tak neraztegnjen, čisto skrčen in kratek in trd. Ravno zaradi tega, ker je bilo vse obrazgotinjeno od tega posiljenega potega nazaj. In pol pač kaj, vse se je potrgalo in se je skrčilo in ratalo trdo, namesto da bi ratalo elastično čez čas. In v glavnem, jaz sem imel potem zmeri ta problem na penisu, da je torej kožica bila ful neraztegljiva in s tem ful zategovala, zaradi tega, ker je bila obrazgotinjena, ker je bila prehitro, predčasno povlečena nazaj, je bila obrazgotinjena in trda in boleča in je zategovala cel cajt pač mojo erekcijo, v glavnem. In to je ful neprijeten občutek, imaš tudi feeling, kot da bo nekaj eksplodiralo, ker je neka kompresija, ki tam ne bi smela biti, ker bi moglo biti sproščeno vse. In v glavnem, potem, ko smo šli k zdravniku leta kasneje, za ta problem, je rekel, da imam pač jaz naravno fimozo, torej kao zoženje prepucija, da je to kao neko stanje, in frenulum breve, kao prekratek frenulum, ne? Ampak se istočasno ne zavedajo, da to ne pride samo od sebe, ampak da to pride od tega, ker dajo leta prej napačna navodila, kako se ukvarjati s penisom, ne? Če bi doktori imeli pojma, kako se je treba ukvarjati s penisom, teh problemov potem v življenju moški ne bi imel. Moški potem v življenju ne bi imel nobenih problemov s seksualnostjo in svojim spolovilom. Če bi doktori vedeli, kako se more od prvega trenutka delati s spolovilom, s spolnim udom. In ker ne vejo, ker zajebejo, imajo potem čez celo življenje delo. Na začetku so te zajebali in potem imaš ti kasneje, oni imajo s tabo zdaj delo, oni sami sebi delajo delo. Ne vem, ali so tega zavedni ali so nezavedni, nimam pojma. Mislim, da oboje, da ne delajo lih vsi za nalašč, slabo, ampak ljudje bi se mogli malo večkrat vprašati, če sploh vejo, kaj delajo, preden začnejo govoriti in ponujati rešitve.
ker je jasno kot beli dan, da je družba v kaosu, cel svet je v kaosu, smo na robu 3. svetovne vojne, cel cajt smo v vojnah in je jasno kot beli dan, da ne znamo živeti na tem planetu. In v glavnem, meni so potem kasneje diagnosticirali fimozo oziroma frenulum breve, torej kot pravim, zaradi tega predčasnega potega kožice in s tem obrazgotinjene kožice, rata trda, kakšna je brazgotina, ne? Brazgotina je neraztegljiva, je zakrknjena koža. No, s tem potem kasneje sem imel fimozo, torej trdo kožico in trd frenulum, kar je obrazgotinjeno. In kaj ti bojo takoj predlagali, ne? Takoj pač neko obrezovanje ti predlagajo ali pa pač odstranitev frenuluma, torej takoj neka operacija. Torej sami sebi delajo delo, ne? Zdravstvo, farmacija sebi cel cajt dela delo. Na začetku te zjebejo in s tem si zagotovijo celoživljenjskega pacienta. To je en biznis, en začaran krog je. In namesto, da bi zdravstvo ščitilo ljudi, jih ne, niti malo. V glavnem, ta fimoza in frenulum breve, torej ozka kožica in kratek frenulum, kot pravim, povzroča kompresijo pri erekciji, ful neprijetno, in pri spolnem odnosu se vsake toliko zgodi, da pride do popokanja tega frenuluma, krvavi, je boleče, pekoče, ful neprijetno, ne moreš uživati, ne moreš imeti normalnega, sproščenega spolnega odnosa. In pri nekaterih fantih se to tudi popolnoma strga, ta frenulum se popolnoma odtrga. In to je to. Kot rešitev ponujajo obrezovanje. Na internetu lahko pa najdeš, da ljudje v bistvu so ta problem zategnjene kože, obrazgotinjene kože reševali tako, da so si pač kožo na penisu raztegovali. Ampak to traja leta in je zelo boleče. V glavnem, kako sem jaz rešil ta problem? Torej, edini problem, ki je bil za rešiti, je bil, da ta frenulum, torej ta kožica, taka povezava na penisu, ki je med glavico in telesom penisa, torej je bila prekratka in zatrdela, in ker je bila edina rešitev, da jaz sprostim to kožico, operacija, odstranitev tega dela, in sem bil zdaj že na tej točki tako, jaz sem se prijavil na to operacijo, ampak ker sem zdaj že bil na tej točki, da ne zaupam več sistemu, ker me je samo pohabil do zdaj, namesto da bi me zaščitil, bom jaz to rešil sam, hvala lepa. In v glavnem sem naredil research in jaz bi rad samo to delil z vami, če mogoče je na internetu, kaj svem drugače, da je to svetovni problem. Ta sistem, v katerem živimo, se je zelo dobro spravil na moškega in na žensko, ampak če ošibiš moškega, ki je zaščitnik človeštva, potem avtomatsko je tudi si uničil žensko. In na moških je veliko pritiska, zato pa danes niti noben noče več biti moški. In to so svetovni problemi. Ogromno ljudi ima te probleme in vse je rešljivo, ampak ima posledice, ne? Ni tako, kot bi lahko bilo v originalnem naravnem stanju. Se pač vidi, da je bila tukaj neka rana, ampak vse je rešljivo. Hvala Bogu. V glavnem, kaj se hotel povedati? Torej, zdaj, če se ti je zgodilo v življenju, tako kot se je meni zgodilo, da imaš kožico na penisu in frenulum prezategnjen, kar je obrazgotinjeno, potem je ena, in če vprašaš mene, edina rešitev, ki je najmanj invazivna in jo lahko sam narediš. Torej, eno je to raztezanje, in zdaj, če si boš vzel cajt in boš to leta delal, to je ena opcija. Meni se to zdelo predolgo, da bi zdaj 10 let raztegoval kožo. In ena varianta je, ki sem jo najdel na internetu, ki so delali tudi sami v plemenih, včasih moški, torej kot neka starodavna, domača rešitev, je v bistvu, frenulum je površinska koža. Frenulum je samo površinska koža, torej ta povezava med glavico in
telesom penisa je površinska koža, taka bela je in tudi mogoče malo bolj zatrdela pri tebi, če imaš ta problem. In to je pač samo površinska koža, tukaj sploh ni nobenih žilic notri, mogoče samo kakšne kapilarice in če se ti je kdaj mogoče strgalo, veš tudi sam, da ni nobenega hudega krvavenja. In v glavnem, kako zdaj to odpraviti na način, da frenulum ohraniš, torej da ohraniš vse, kar je na tvojem penisu, da zadevo samo na nek hitrejši, čim manj invazivnejši, nedolgoletni način podaljšaš. Kako zdaj to narediti? Jaz, karkoli bom zdaj tu naprej rekel, to je rešitev, ampak zavedajte se, da to delate vse na lastno odgovornost. Marsikdo si bo mislil, pedi raje zdravniku in ne vem kaj, ampak jaz ne grem več zdravniku. In v glavnem, jaz bom povedal, kako sem jaz to rešil pri sebi in jaz tega ne bom predlagal nikomur, ker to moraš biti dovolj zrel v glavi in sam narediti raziskavo in biti zelo eksakten v tem, kaj delaš in kako se obnašaš do tega. Če se zavedaš, da nisi dovolj zrel, se boš samo zajebal. Tako da jaz tega ne predlagam nikomur, ampak vedite, da to je opcija in v bistvu ta opcija je super potem, ko je mimo vse skupaj. V glavnem ena opcija je bila preprosto, da gremo direkt v to, jaz sem vzel iglo, imel sem iglo in laks za ribe loviti, ki je iz plastike. In sem pač v ta frenulum, torej po površini, torej v frenulum sem z iglo, najprej sem dal gor tisto kremo za omrtvičenje površinske kože, ko si grejo ljudje naprimer tetovirati kožo, si kupijo numbing cream, torej krema za omrtvičenje kože, za površinske kože. To ljudje, ko grejo tatuje delati ali pa ko se grejo naprimer otroke cepiti, se da to ponovadi na ono točko, da manj boli. In to sem si pač dal na penis, ono kremo daš gor, da malo omrtvičiš tisti del kože in potem šivanko, laks za ribe loviti, ko da boš šival, greš skozi tisti frenulum in v glavnem narediš vozu. In tam močno zategneš vozu in ko se je v vozu močno zategnil, kaj se je naredilo? Prekine se prekrvavitev, zaradi tega počasi tisti del razpade in istočasno, ko razpada, se že celi. To je tak ful naraven in ful neinvaziven pristop k reševanju tega problema. En vozu se sanira nekje 1 teden do 10 dni in teh vozlov moraš narediti več. Več manjših vozlov narediš in s časoma se ta frenulum pač raztegne, sanira in ohraniš frenulum, brez da torej karkoli odstraniš in imaš podaljšan frenulum. Takšen, kakršen bi bil, kot če bi penis pustil, da se sam razvije do tvojega poznega najstništva. Torej, jaz ne bom šel v detajle, kako ta poseg zgleda, vedite samo, da obstaja, to lahko vsak moški sam naredi v svojem življenju, ne rabiš biti doktor za to. Kot pravim, igla, laks, krema za omrtvičenje, daš gor, pustiš po urce, da deluje, obrišeš, očistiš in greš z iglo, narediš vozu z laksom, tisti del, kjer je vozu ni prekrvavitve, frenulum počasi na tistem delu, torej odmre, se loči in istočasno se že začne sanirati in se pač tako podaljšuje. Torej, če imaš tako kožo, ne, ti narediš tukaj vozu in potem ta del razpade počasi in se pač zdaj raztegne, ne. In tako narediš večkrat po tem frenulumu dol po svojem penisu. In to je trajalo par mesecev, naprimer. Ampak to je tak res neinvaziven, tu ni skoraj nobene krvavitve, mogoče priteče kapljica, ohraniš vse žile, vse večje žile ohraniš, samo površinsko kožo v bistvu raztegneš na tak ful neinvaziven način, ful je ne boleče in malo je neprijetno, ma ni boleče in torej ohraniš frenulum, frenulum se raztegne, zdaj imam cel frenulum, ki je raztegnjen
in ga lahko uživam, ker je po celemu frenulumu in po celi kožici so gor pač živčni končiči, ki ti omogočajo užitek in nežnost in občutljivost. Tako da, kaj je obrezovanje? Obrezovanje je mutilacija penisa. Obrezovanje je res ena taka rešitev, ko sploh ni rešitev. Obrezovanje penisa je torej, da ti kožico in frenulum odrežejo stran, ti imaš celo življenje brez brazgotino in cel penis zdaj nepokrit rata tako, kot je tvoj podplat na nogi. Torej bled in prekrit z debelejšo kožo. In tak penis je res cel bel, bled, ful manj občutka je, ljudje, ki so obrezani in naprimer, ki so se kasneje v življenju obrezali, so bili celo življenje naravni in prosto se naprimer obrezali. So rekli, da pa če še nisem slišal, da bi kdo rekel, da je to dobra stvar. Ker tisti, ki so bili od zmeraj obrezani, ne vejo in tisti, ki niso bili obrezani, ki imajo naravnega, tudi ne vejo, kakšna je razlika. Tisti, ki so se pa pol kasneje v življenju pač odločili, da bojo obrezali, vejo, kakšna je razlika in razlika ni na boljše, je na slabše. To je uničenje, to je mutilacija penisa. Torej, kot pravim, rešitev, torej, zakaj je prišlo do tega, sem povedal. Rešitev sem povedal, jaz sem tako rešil zadevo, zdaj je super, moram povedati, da rezultat je bomba. Skoraj tako, kot če bi se sam po sebi razvil. In vse sem ohranil, istočasno pa nisem rabil 10-15 let za to, da bi jaz zdaj to kožo raztegoval. Tako da jaz sem naredil kar veliko raziskavo glede tega, ker sem hotel to rešiti na čim boljši način, da čim več ohranim naravnega in to je najboljše, kar obstaja. Jaz nisem še najdel boljše variante. Tako da, če ima kdo ta problem, jaz ne bom šel v detajle, kako to zgleda in vse, ne zato, ker bi mi bilo neprijetno, ampak ker se zavedam jaz, da sem dosti razvit in odgovoren in sem naredil ful globoko raziskavo v to in sem točno vedel, kaj delam. Tega se ne moreš kar tako lotiti iz danes na jutri. Moraš narediti globoko raziskavo in moraš biti odgovoren in se zavedati, da bojo posledice sam, če boš nekaj zajebal. Ne? In z vsakim vozlom se učiš naprej, vse, kar si naredil narobe. Dobra stvar kožice na penisu je, da je raztegljiva, multidimenzionalna, torej vse smeri se lahko razteguje in na konec koncu bo skoraj karkoli boš naredil, bo v redu. Ampak jaz sem bil res pazljiv, da se izmikam vseh žil, da ohranim res vse, kar se da. Tako da mi ni nič prikrajšano. In kot pravim, jaz tega ne spodbujam, ne priporočam, tako sem jaz rešil zadevo in če hočete sami tako rešiti, se najprej vprašajte, če ste dovolj kompetentni, da se lotite tega. Jaz nimam nobenih drugačnih izkušenj v zdravstvu ali kaj takega. Nimam nobene šole. In to sem prvič naredil. Imaš na internetu, če te zanima kot fanta ali kot mama ali kot ženska, če veš, da ima tvoj tip tak problem, v glavnem to je rešljivo. Če greš k doktorju, boš imel eno gromozansko brazgotino na penisu, spet, zato ker pač oni lahko to samo na hitro rešijo in bojo zarezali z nožem not in še porezali marsikaj zraven. Tako, če pa sam narediš pazljivo, greš skozi brez poškodb. Torej, samo površinsko kožo si raztegnil, ker je bila nabrana, si jo raztegnil in zdaj je vse sproščeno. Jaz boljše rešitve ne poznam in če to ne bi bilo tako dobro, ne bi sploh omenjal. To je najboljša varianta, ki jo poznam. In jo predlagam ljudem, ampak pazi, kaj delaš. Res pazi, kaj delaš. Da se ne boš še bolj zajebal in pol mene krivo. Torej, jaz, kot pravim, jaz tega ne predlagam, da se lotiš, jaz ne bom nikoli rekel, to je na lastno odgovornost in zavedaj se, da so posledice. Ampak sam hočem povedati, rešitev je, ko sem jaz naredil in deluje in je bomba. Ampak sem bil ful profesionalen, ful sem bil strokoven, ko sem to delal, naredil sem globoko raziskavo in sem vedel, kaj se spuščam. In prevzemal sem odgovornost za vsako dejanje, ki sem ga naredil. Tako da tu nimaš nobenega zakriviti. To je to. Torej, pustite starši ne poslušati doktorjev.
Ja, bože. Nas, politika, zdravstvo, farmacija nas ne ščiti. Naša smetana, naši profesori, naši intelektualci nas ne ščitijo, to so slepi ljudje, ki samo prodajajo kot papige informacije naprej, ki so jih slišali od drugih. Če hočete zaščititi svojega otroka, ga vzamite k sebi, čuvajte ga in skupaj naredite globoko raziskavo. Naredite globoko raziskavo in zmeraj posežite po najbolj naravnih opcijah. Ta opcija, ki jo jaz tukaj ponujem, to je bolj naravno, kot toga ni. Da je istočasno kar hitro rešljiva v parih mesecih. Ni v enem dnevu, traja par mesecev, ampak potem je super. Potem več pol je to zadeva rešena. Pol si rešil zadevo, tako da nisi nič v niču. Torej, da nisi nič odstranil. Vse je tam, kjer je, samo raztegnjeno je, tako kot bi moglo biti. Tako da naredite skupaj globoko raziskavo, zmeraj se odločite po najmanj invazivni, najbolj naravni metodi, preden greste k doktorjem in takim tako zvanim strokovnjakom, ki itak nimajo dobrega interesa. Ti si cifra tam. V glavnem, s tem posegom se je razrešilo vse, se je podaljšal frenulum in se je sprostil potem s časoma, kar je prepuci šel lažje čez glavico, se je sprostila tudi kožica. In pol pač imaš končno svoboden kurac. To je to. V glavnem, to je rešitev bomba. Gremo naprej. Obrezovanje. Kaj sem hotel povedati glede obrezovanja? Zakaj je kožica tako pomembna? Zakaj sem si vzel toliko cajta, da sem to razložil in povedal tako direkt, tako kot je? Zato, da bi ljudem kapelno, kako pomembna je kožica na penisu, ker tem noben ne govori, ki ljudje so slepi. Torej, ne vem vseh namenov kožice na penisu, ker nisem bog, ampak bom povedal to, kar vem, ker res nisem naredil tega. Torej, eden od namenov kožice na penisu je sigurno ta, da ohrani glavico penisa občutljivo, da imaš to občutljivost, skozi katero lahko sploh čutiš svoj penis in svojo žensko, ko se ljubiš. Če nimaš tega, potem ne moreš čutiti svojega penisa in svoje ženske, tako kot bi lahko zares čutil potem to situacijo. Torej, to je prvo kot prvo. Občutljivost izgine oziroma je minimalna. Drugo kot drugo, kaj se zgodi? Zaradi tega, ker ni občutljivosti na penisu, če pogledaš, vsak človek je že pogledal kakšen pornič v lifeu, ne? Najbrž tudi preveč, tako kot jaz. In v glavnem, vsak človek ve, da vsaj videl je, če je malo naredil research, je videl, da obrezani ljudje, moški, zato ker manj čutijo, imajo nek stil seksa, kjer večinoma nabijajo in hitreje drgnejo, zato ker pač nimajo občutka in če nimaš občutka, moraš kaj, hitreje in močneje drgniti, zato da bi sploh čutil kaj. In nekateri sploh orgazma ne morejo doživeti, nekateri pa tako so bili poškodovani in obrizgotinjeni pri obrezovanju, da sploh seksualnosti nimajo. Torej, dobesedno uničenje penisa in moške seksualnosti do konca je obrezovanje. Lahko prideš na ta dober spekter, na ta dober del spektra, kjer prideš skozi, da boš pač imel tako seksualnost, kjer boš lahko še zmeraj imel seksualnost, ampak boš pač mogel imeti tako grobo in hitro, ko zajec, seksualnost. Mogoče imaš srečo, da se ti je ohranila večja občutljivost, ampak pri nekaterih se tako zgodi pri tem obrazovanju, da penisa sploh ne čuti in se mu sploh dvigniti ne more in če se mu dvigne, ne čuti ničesar in ker ne čuti sebe, ne more čuti niti ženske. Torej, to je pohabljanje moške seksualnosti. Obrezovanje je pohabljanje moške seksualnosti. Tako da, če se greš odločiti iz nekih religioznih razlogov ali iz nekih zdravstvenih higieničnih razlogov za obrezovanje, ti povem, da to je bedarija, ti povem, jaz izkušen, da je to bedarija, da to so samo problemi po tem življenju, da kožica je tu z namenom. Torej, eno je občutljivost, ki jo ohraniš, če kožico imaš. Potem
kakšna izgleda seksualnost, če kožice nimaš. In zdaj tretja stvar, ena stvar, ki skoraj da še nisem slišal, oziroma zelo redko, enkrat sem slišal eno žensko omenjati. Kaj je namen kožice? Kaj je namen kožice na penisu? Namen kožice na penisu je naravna lubrikacija. Kaj to pomeni? Če imaš ti penis, to je penis, če imaš ti penis in gor nima nobene kože, da ni nobene kože, ki se prosto premika, da je koža vsa zategnjena na penisu in je to vagina. Ti potem pri seksu, pri penetraciji, kaj se dogaja? Koža penisa drgne po koži vagine. In če koža penisa drgne direkt po koži vagine, kaj se dogaja? Trenje se dogaja. Ni nobene lubrikacije tukaj vmes, razen to, kar proizvede vagina. In torej, če ti nimaš nobene kože, ki se na penisu prosto premika in je zategnjena, se dogaja trenje, podmazovanje prihaja samo iz vagine in pri dolgotrajnejšem seksu, penetraciji se zgodi to, da dobesedno kdaj se zgodi, da to vlaženje ni dovolj in začne tudi peči taka seksualnost in je zato potrebno potem dodajati lubrikant. In začne peči, zato ker se koža ob kožo drgne in vagina in penis niso bili narejeni za drgnjenje, ampak za pritisk, za masažo. Vagina ni narejena za drgnjenje kože, ampak za masiranje vagine. Vagino se masira, ne pa drgne. Vagina je narejena na pritisk. So nevrološki končiči, ni narejena za drgnjenje. Drgnjenje se bo itak dogajalo, ker greš notri. Drgnjenje je stranski efekt. Naloga je masiranje vagine. Če je samo drgnjenje, zato ker tip ne čuti nič in ker se bo drgnjenje zgodilo, ker kožice tip nima, se bo samo drgnjenje dogajalo, bo to na neki točki peklo. In zato moraš dodajati lubrikant. Če imaš pa tipa, ki ima naravni penis, torej tip, ki ima naravni penis, ta moja roka desna, to je penis in to je koža na penisu. Torej, tako izgleda koža na penisu. To je koža na penisu in če imaš ti kožo na penisu, da imaš naravni penis in je to vagina, kaj se zdaj zgodi? Poglej, zakaj se temu reče naravna lubrikacija? Torej, zdaj se koža, ki se na penisu premika, ki je v stiku z vagino, torej stoji na mestu. Lej, ta del, kjer je moja roka, tukaj, kjer je ta črka in ta viola del, ta del bo non-stop na istem mestu. Torej, koža penisa in koža vagine je non-stop na istem mestu, zato ker se penis premika znotraj, poglejte, na istem mestu je roka, kamorkoli dam je roka in koža na penisu na istem mestu. Torej, vagina in koža penisa pri naravnem penisu ostaneta na istem mestu. Penis se pa vseeno premika. Kaj to pomeni? Da sploh drgnjenja ni. Sploh ni drgnjenja pri naravni seksualnosti. Če ima tip naravni penis, da ni bil obrezan, ima lahko naravno seksualnost, če ne more imeti. Torej, lubrikacija sploh potrebna ni potem od vagine, bi lahko rekli. Ne? Sploh ni potrebna potem neko dodatno lubrikiranje, ni potrebno, zato ker je vagina se navlaži, ker se muca navlaži in penis je naraven in ima kožo in ta koža ostane v stiku z steno vagine in se penis premika znotraj svoje kože. Torej, nimamo nobenega drgnjenja, nobenega pekočega občutka, ni, in imaš 100% naravno lubrikacijo. Torej, lubrikacija vagine je torej nek sluz, ki ga proizvaja in na penisu je kožica penisa. In jaz sem slišal enkrat žensko govoriti o temu, ki je imela seksualnost z moškimi, ki so bili obrezani in z naravnimi, in je rekla, da je gromozanska razlika. Da je gromozanska razlika in ne peče
in lubrikacija je 100-krat jača. In če povem iz perspektive moškega, ki ima pač naravni penis in ki je ta svoj problem fimoze in frenulum breveja razrešil na naraven način, tako da je ohranil vse dele penisa in samo raztegnil kožo, lahko povem, da penis, ki je obrezan, je cel, torej vsi tipi vemo, ne, da torej, če je tle telo, tle imaš jajca in to je glavica penisa. Torej, ti, ko si obrezan, se ti nekje tukaj naredi brazgotina, tle imaš nekje brazgotino, to je potem malo še telesa penisa, glavica in to je potem vse nemo. Najbrž je bolj občutljivo kot ta del, ampak vsi vemo, kakšen je feeling tle, ne? No, če si pa naraven tip, enkrat, ko imaš raztegljivo kožico in raztegljiv frenulum, če si ga pustil, da se razvije do požnega najstništva, oziroma si to razrešil tako kot jaz, zato ker te je sistem zajebal, lahko zdaj ti to kožica je tako ponovadi, in potem jo potegneš nazaj. Jaz sem jo včasih lahko samo do tu, več ni šlo, ker je tukaj spodi frenulum zategoval in je bolelo, in ko sem jaz to razrešil v glavnem, zdaj lahko kožico potegnem do tle, skoraj do polovico penisa, čisto do konca lahko raztegnem, tako kot moški, ki se jim je frenulum in vsa ta kožica dokončno elastično razvila. In kaj s tem pridobiš? Kakšen bonus? Da, torej, če ti lahko kožico potegneš do tle, kaj se zgodi? Torej, ti imaš zdaj skoraj pol penisa tako občutljivega kot glavico, ker ves ta del, torej ti kožico to potegneš do tu, skoraj do pol penisa, in torej cel ta del, ki prekrije glavico, ki je zdaj odkrit, vemo, da je bolj občutljiv, ne? Ker koža, ki ni izpostavljena zunanjim vplivom, je bolj občutljiva in nežna. In torej ta del, ki je pod kožico in glavica, enkrat, ko ga odkriješ, torej ta del, ki je bil cel cajt zakrit, celo življenje, celo otroštvo, in potem to lahko potegneš pri razvitem naravnem penisu, oziroma tako, kot sem jaz rešil. Torej, ti imaš pol penisa užitka. Kaj češ jače kot to? Kaj češ jače kot to, da ne da imaš samo glavico na voljo, ampak še celo to kožico, ki jo raztegneš do konca, ki je bila skrita in ohranila svojo nežnost in občutljivost. Torej, moška seksualnost je samo še pojača, ko razteguješ to kožico, oziroma če se ti raztegne normalno in če potem pravilno masiraš svoj penis, pravilno masturbiraš, kar bom razložil, imaš se ti seksualnost lahko z leti izboljšuje, ne pa slabša. Torej, če si obrezan, so te uničili. Ampak, če imaš pa naravno, da imaš ohranjeno kožo in to razteguješ v življenju, oziroma se ti je naravno raztegnilo, oziroma si tako raztegnil, kot sem jaz raztegnil, in potem s pravilnim masturbiranjem tako razteguješ, da je potem to popolnoma raztegnjena koža, hočem povedati, da si pač prineseš še večji užitek, kot če bi se ti kožica samo nabirala takoj za glavico. Vse tipi vejo, kaj govorim. Če lahko potegneš kožico samo do tu in imaš tle nabrano zdaj vso to kožico, ne uživaš celega tega dela, ki bi se lahko raztegnil, ki se ga da raztegniti. In če torej če te ni sistem uničil, če te ni obrezal in če te ni prisilil tako kot mene in si dovolil, da se naravno raztegne kožica, imaš cel ta del, ki se raztegne še nazaj, da je vse raztegnjeno lepo in sproščeno, vse še to užitek. Kaj češ jačega? Pizda. Govorimo o seksualnosti in še se moram sleči, ker je vroče ko svinja. V glavnem. Ockej. Moj problem sem povedal, kako te zdravstvo zajebe, povedal sem rešitev, povedal sem, kaj je namen kožice, vse te glavne stvari, ki jih človek opazi. Ker pitaj Boga, kaj so še vsi razlogi, ki jih ne vemo, ampak
eno je to, da ti res ohrani seksualnost in če potem pravilno v življenju masturbiraš in razteguješ še naprej to svojo kožico, imaš še pojačano seksualnost kot moški v življenju. Zdaj, samo da dam še torej obrezovanje penisa je mutilacija, to je uničenje. To je uničenje moške seksualnosti in uničenje seksualnosti med moškim in ženskom, oziroma če ne drugega, saj res poslabšanje. Obrezovanje, samo da še nekaj povem, kar sem večkrat slišal. Zdaj pitaj Boga, marsikdo mi bo rekel teoretik zarote, karkoli, če si tako slep, da ne vidiš, kaj se dogaja v svetu, kako nas uničuje ta sistem, katerega plačujemo, kaj da ti rečem. V glavnem, eni pravijo, da je obrezovanje za higieno, ne? To ponovadi zmeri slišiš, da je obrezovanje za higieno. In jaz nimam pojma, kaj ljudje sploh s tem mislijo, zato ker ti imaš vsak dan dostop do tuša in penis si lahko opereš vsak dan. To je prvo kot prvo. Penis si lahko opereš vsak dan, zaradi mene lahko 2-krat na dan, če hočeš. To je prvo kot prvo in drugo kot drugo, tista smegma, ki se nabere, ki mu rečejo Slovenci sirček, ima svojo funkcijo. Torej, deluje protivnetno, proti mikrobom, proti nekim okužbam deluje. Torej je tam z namenom, vem, da smrdi, ampak tisto se pač opere z vodo, če hočeš lahko tudi milo, ni nobeno problem, jaz operem z vodo in z milom in konec. In je zadeva rešena. Torej, če si mlad fant, oziroma če si mama in če si oče, hočem vam povedati, da moška seksualnost v človeškem življenju moškega je ful pomembna. In če mu boste znali dati prave nasvete, oziroma če boš videl ta video, ti bo ful olajšano življenje. Ne boš rabo iti čez te neke probleme, čez kjer sem šel jaz in se soočati s temi bedarjemi, če boš samo dovolil, da narava naredi svoje. Pusti, da narava naredi svoje, telo že ve, kaj dela. Kaj ti res misliš, da bi narava dala tam nekaj, kar moraš odstranjevati, ali kaj? Lepo te prosim. Pa se vidimo, kaj vse slabosti prinese. Torej, kaj so meni naredili? Meni so rekli, da moram jaz to prat in s tem, ko sem mogel prat, ko sem mogel na silo odstranjevati nekaj, kar še ni bilo pripravljeno, da se premika, mi je obrazgotilno uničilo in ustvarilo probleme kasneje v življenju, s katerimi sem se mogel soočati. In drugo kot drugo, obrezovanje. Zakaj? Saj imamo potem kasneje v najstništvu, poznem najstništvu, ko se kožica raztegne, si pač penis pereš. Ja, normalno, da smrdi, se vlaga nabira spodaj, ampak se opere in konec. In imaš normalno seksualnost naprej. Zdaj, jaz bi celo rekel, zdaj sem prej omenil teorijo zarote, jaz bi celo rekel, jaz sem slišal to in jaz vem, da ta sistem je ful satanski, ne? Saj vidite, kaj se je zgodilo s covidom, naprimer. Ne pozabiti nikoli, kaj so nam naredili. Ne nikoli pozabiti ljudje, kaj so nam naredili, kaj nam je stroka, kaj nam je politika, kaj so nam vladarji, voditelji, kaj so nam naredili, ne pozabiti. Ne biti slepi, ne pozabiti, da živimo konstantno v vojni, da so se dogajale svetovne vojne, še zmeri se dogajajo in ne pozabiti, kako nas cel svet uničujejo. Ne pozabiti, kaj se je zgodilo s covidom, z nekim izmišljenim virusom in potem z neko gensko terapijo cepivi za uničenje ljudi. Zdaj, par dni nazaj sem slišal spet zgodbo, kolega, njegov oče umrl za rakom in glej to, cel life je bilo vse cool, star 69, torej to je še zmeri mlad moški, star 69, to ni starček. To je zrela moškarčina. To ni stari, to ni dedek. 69 ni dedek. In človek je umrl za rakom na trebušni slinavki. Vse je cool, cel life vse cool, po cepljenju, po 2 Pfizerjih, rak in smrt. Lik zdaj gledam cel cajt raziskavo, še zmeri o temu, ker imam bližje, ki so bili cepljeni. In cel cajt se govori o teh turborakih, jim rečejo,
kar je zelo hiter pojav raka po teh cepivih. Ne pozabiti ljudje, kako nas vlada, stroka, zdravstvo, torej sistem, ki ga plačujemo, ki naj bi nas zaščitil, ne pozabiti, kako nas uničuje že od pamti veka. Ne tega nikoli pozabiti, predno se odločate, kakšne odločitve boste sprejeli v življenju, komu boste zaupali. Ker danes je zelo težko komorkoli zaupati. To je namen tega videa, tle, ne zato, da vam jaz govorim, da meni zaupate, ampak samo, da dobite eno intimno, ranljivo, direktno, iskreno izkušnjo, več, ki imate, zato, da se lahko boljše odločite za vas in za vaše bližnje. Zato, ker temu se ne govori v družbi. Ok, kaj sem hotel povedati, sem šel mimo, veš, ker nimam nič pripravljeno. V glavnem, obrezovanje, da bom šlo iz glave. Torej, prvo kot prvo obrezovanje se ponovadi zgodi že pri dojenčku. Ne? V večino primerih se obrezovanje moškega fanta zgodi, ko je dojenček. Torej, prvo kot prvo, če pejte si pogledati na internet, kako obrezovanje izgleda. Pejte si pogledati, če boste dali svojega otroka obrezati, pejte si pogledati, to je vaša dolžnost, da si pogledate, kako obrezovanje izgleda. To je čisto posilstvo od dojenčka, njegovega spolnega organa in njegove seksualnosti za celo življenje. In to je traumiranje, to pusti celoživljenjske posledice. In ko govorijo eni, ki to izvajajo na otrocih, da otroci tega ne čutijo ali da to pozabijo, in to je noro, da si tako mislijo. To je noro. To je res norost. Živimo v družbi, kjer je horor normalizirana zadeva. Dojenčka se priveže, roke in noge, tako kot Kristusa, skoraj kot na en križ, na eno platformo se ga priveže. V nekih religijah imajo prav ena taka posoda je za otroka, kjer se ga priveže in se to odreže, in potem tisti, ki to izvaja, sploh v teh religioznih zadevah, dostikrat tudi s svojimi usti posesa tisto kri iz penisa dojenčka dol in prenese pri tem spolno bolezen. Po statistiki, jaz ful nisem dober v teh zadevah, ampak sem si pogledal te statistike in v večini, koliko dojenčkov faše spolno prenosljivo bolezen pri obrezovanju, ogromno, in koliko dojenčkov umre zaradi obrezovanja in okužbe, ki se zgodi pri obrezovanju. Ogromno število. Pejte si sami pogledati na internetu, koliko ljudi, koliko dojenčkov umre oziroma doživi celoživljenjsko travmo. Predstavljaj si, da si dojenček in nekaj ti odstranijo proti tvoji volji. Če to ni travma, potem nisi normalen, če misliš, da to ni travma. To je traumiranje človeka. Uničevanje. Že komaj prijaš ven, da že te uničijo. Tako da dobro premislite, če mislite, da je obrezovanje nekaj pametnega. Torej, eno je to, da res otroci umirajo, okužijo se s seksualno prenosljivo boleznijo, ker nekateri te religiozni ljudje, kot pravim, dobesedno pofafajo tisti dojenčkov penis, kao da razkužijo oziroma da poberijo stran to kri in pri tem spolno okužijo, za spolno prenosljivo boleznijo okužijo dojenčka. Torej, smrt spolne okužbe zaradi obrezovanja in posledic obrezovanja, ker eni si bo mislili, ja, sam zaradi obrezovanja umrl, zaradi vseh posledic in zapletov, ki prijedo pri obrezovanju, otroci, dojenčki umirajo. To ni zajbancija. Ljudje, zbudite se. Upam, da čim prej. Benefite kožice sem že povedal in so neprimerljivi. Obrezovanje nima niti enega bonusa. Sploh ideja, da si človek mislil, da obstaja neko obrezovanje, je norost. Penis ima, da je naraven, tak kot je perfekten. Kaj sem še slišal? Še eno, ki boste nekateri rekli teorijo zarote.
da ne samo, da obrezujejo izpitaj Boga kerih razlogov, kao iz higieničnih razlogov ali religioznih razlogov, obrezujejo tudi iz eden od razlogov, je, da je ta kožica na penisu potem se uporabi v kozmetične namene. Baje je ful dobra stvar, baje je ful dobra kvalitetna koža, ful kvalitetne celice in jo znajo v tej tehnološki kozmetični industriji spremeniti, reproducirati in narediti neke kozmetične kreme, ki stanejo eno uko z glave, ki je ful drago. In v glavnem živimo res tako, kot pravijo že Pink Floyd, another brick in the wall, ti si samo ena opeka si v zidu in ena cifra si, en zobnik si v celem mehanizmu notri in to je to. Noben ne bo poskrbel zate. Noben te ne bo zaščitil. In še tisti, ki te skušajo zaščititi, ti nezavedno naredijo slabo. Zato, ker se jim je stroka in tisti, ki nam vladajo, so se jim zlagali, kot naprimer našim staršem. In pazite, ker baje obrezovanje ponujajo tako, kot za šalo. Zmeraj vprašajo, boste dojenčka obrezali in baje še večkrat ponudijo. Zmeraj zavrnite. Bodite močni v glavi in zmeraj zavrnite obrezovanje. Nič ni za obrezati. Obrezovanje prinaša samo slabosti, naravni penis pa same bonuse. V glavnem, prideš ven, se rodiš, ti oduzamejo del, oni to sfabrikirajo, reproducirajo in naredijo kozmetično kremo za neko elito. Ti si samo cifra, starši zaščitite svoje otroke. Tak, kot je otrok prišel ven, če je z njim vse v redu, da vidiš, da je vse kul, čuvaj ga, ne ga dajati nikomur. Zaščiti ga. Vse se da rešiti. Na naraven, na neinvaziven način. To vam govorim iz izkušenj. Oziroma iz zelo, tisto, kar ni bila moja izkušnja, je zelo raziskano. Res sem si pogledal mnenja ljudi. Ker sem sam imel probleme, sem vam že povedal kakšne in me te stvari dobro zanimajo. Ok. Cool, vidim, da govorim že 1 uro, tako da bom končal. Se vidimo v naslednjem videu, kjer bom razložil naravno seksualnost moškega. Ajde.